dobro vedeti, da je to čisto normalno. Normalno je, da se nekdaj zatakne, da se zaustavimo, da ko pridejo kakšna čustva, ali pa se začnemo s sabo ukvarjati, razmišljati, kaj bom rekel, kako mi gre, se ne vem, kaj bi rekel. In se to sproši v glavi, veste, je pa v celem telesu ena taka zanka povratna, ki pravi, ne bo šlo in pol se ti res ustavlja. No in to mi, ko učimo, jaz učim na teološki fakulteti, študente, ki bi radi pol bili terapeuti in jih, veste, kaj jih učimo? Terapeut mora vedno vedeti, kako se počuti in vedno mora vedeti en stavek pripravljen. Vedno mora vedeti en stavek več kot ljudje, ki so prišli k njemu. Pa ne zato, da bi imel zadnjo besedo, ampak zato, da lahko kaj popravi. Zato govorimo. Z besedam ogromno enih čutenj, ki se odvijajo v našem telesu, pa v možganih, ogromno enih procesov, v bistvu z besedami umirimo, rečemo reguliramo ali pa spremenimo. Ne moramo čisto izničiti tega, kar se dogaja na čustveni ravni, nikoli ne moramo tega popraviti, ali pa čisto zredirati, pa spremeniti, lahko pa zelo oblažimo. Lahko eni zelo žalostni zgodbi damo na koncu en lep stavek, in potem sta živela srečno do konca svojih dni, in je potem cela pravljica manj pomen. Če bi se tam končala, pred tem stavkom ni v redu. Ljudje smo tako narejeni, da stvari se morajo dogajati v pripovedi, v pravljici, mora imeti nek smisel. Zakaj pravim pravljica? Zato, ker to ima nek smisel. In tako vsak pogovor, ki se konča na lepem tonu, potem eno celo izkušnjo v bistvu zaokroži. Mi se lahko skregamo, ali pa se lahko ne razumemo, pa vsak, pa ta je napet, on je tak, ta je drugače, vse mogoče misli imamo že v tem človeku, s tem ne bo nikoli šlo. In če ta človek, naš sogovornik enkrat reče, veš, koliko sem danes siten, danes sem se že s 3 ljudmi skregal, v bistvu nima smisla, da še se s tabo, bomo vsi začutili, kako je zdaj tista napetost padla in kar naenkrat bo iz tega pogovora lahko en čist lep zaključek nastal. In se bomo srečali na enem takem vzdušju, ki bo čisto sprejemljivo. In to, je smisel enega pogovarjanja, se pravi, da se ljudje prek pogovora, prek besed povežemo med sabo. Ljudje se vedno povežemo med sabo, če se povežemo s srcem, se to vemo, ali pa vi ste gotovo že to doživeli. Tam v srcu se ljudje hitro povežemo. In kar rečemo v srcu, to pomeni tam, ki je ranljivo, tam, ki ne govoriš samo o tem, kaj znaš, kaj si naredil, ker nisi tako naspideran, kar rečemo. Ampak greš malo noter v svoje doživljanje. Tam, ker je bolj, ker so stvari, ki jih ne poveš vsakmu, ki jih razmišljaš, ki so mogoče tvoje šibke plati, ki jih še nikoli nisi rekel, ki ne veš, kako bodo drugi reagirali, če rečeš. Zlasti fanti, mi ne govorimo takih stvari, kaj dosta. Imamo vedno kakšno tehnično stvar. Ali nogomet, ali pivo, ali prireditev. In za nas je to veliko odkritje, veste. Veliko odkritje je to, da se mi čisto normalno o teh stvarih lahko pogovarjamo. In mi smo imeli čas tako skupino za moške, tako kot Damjan rekel, ki imajo težave z jezo, z nasiljem ali pa v zaporih, smo imeli te skupine. Ni bilo bolj srečnih ljudi, kot ti moški, ki so gotovi, da lahko govorijo. Da lahko povejo. Ker če ne moš pa z besedami, pa z dejanji narediti tisto, kar ti ni v redu, In se to v bistvu na tak vzorcu trdi. Vedno, kadar prideš, ostaneš brez besed, si osramočen, kaj boš naredil? Fantje, kaj vi naredite? Dobro, ne vi, vi ste kulturni, pa kaj rečemo, tisti, ki jih danes ni tle, kaj tisti naredijo? Kam grejo? Ja, ne, empir grejo, ni tako. In pol pa govorijo, ni? Po 2 pa sploh, po 2 pa že predavajo. Po 3 se pa že lahko stepe. Ampak, fanti, mi imamo tukaj en handicap. In to je, da nam gre tole malo slabše. Naši možgani niso tako narejeni. Ne toliko, da bi znali v odnosih takoj se povezati, ker za nas je bolj bistveno cilj, ki ni nujno v zvezi z odnosom. In zato bo pa nas komunikacija šepala.
Ne zato, ker smo mi poredni, ali ker nočemo se pogovarjati, ali ker smo neumni, ali nesposobni, ali hudobni, ali ne vem kaj. Ne? In punce, vi to dobro veste. Ne? Mi, dokler nas vi lepo gledate, mi govorimo ko šus. Če nas pa vi začnete malo bolj tako resno gledati, ne? Pa bi nam vi hoteli kaj resnega povedati, takrat po moško tihnemo. To fanti vi še ne poznate. Ne? Mogoče pa ste kdaj prav očetu videli, kako utihne. Pa gre malo na vrt, ne, 2 uri se malo sprehaja. A ne? In mama pravi, ja, prica, da se nekaj zmeba, gremo v garažu, nekaj bomo pravi. Moram nekaj vode tam pušča. Ne? Ok, moški imamo garažo, ne, za te stvari. Vi, gospe, pa rabite prostor, ne, jedilnico, kjer se vsi zberejo in se pogovarjajo, vidiš, kaj ta dela, kaj on dela. Za nas je pa to malo kaotično. Ne? Mi bi red. Veste, moški včasih imel red, ne, je vzel tisto lok, pa so potem nekam eno skalo, pa 6 ur. A se je kaj pogovarjal? Noč. Sam čakal, ne. Je žena vprašala, kako je bilo? Z eno besedo vse pove, dobro. Ali je prevlekel Jelena, ali ga pa ni prevlekel. To je ves njegov repertoar, je že vse povedal. Evo, tle pa imate. Ali pa ni ga bilo. 6 ur je pa takole. In moški za to narejen. On pa reče, daj kaj povej, kako je bilo. Nima kaj. To je tak hec. Gospe pa ste, drugače ste obrnjeni. Nosite življenje, otroke, to mora biti skozi povezavi. Skozi smo želeti, kako je temu, kaj je unmu, kaj ima ta zapovedati, kaj on zapovedati. Nam se pa to zdi. A ste kaj naredili? Ko ste se pa menili? No, kar tako malo, veš to, ono pa tretje. A je pa kakšen rezultat? Veš to. Ok. Nam ni jasno. Kaj ste se menili? A boste kaj zgradili? A ste kakšen avto popravili? Kaj je bilo? Ste nogomet predebatirali? Nič od tega, ja. To pa že skoraj ne vemo, kaj ste se pogovarjali. A ne? Ampak je to, vse veste, to je strašno dragoceno in mi moški se tega zdaj učimo v tej dobi. Je tako, da moški ne more več skozi stati, veste, 6 ur. Ko mu rečejo, stari, tam te računalnik čaka, daj. Popadne računalnik v 6 ur, tako da dela. Skratka, ta čas ni namenjen ravno tem učečim moškim. Moški mora danes veliko znati govoriti o sebi, mora se spoznati na odnose, se pravi vedeti, kako se ljudje okoli njega počutijo in mora vedeti, kako je z njim. Če tega ne ve, ga bodo drugi palali, usmerjali, ali bo pa ena cokla v enem kolektivu. Tako da mi študenti veliko, veste, tega stalno vadimo to, da vsak ve, kako se počutim, to je recimo tako predpogoj, kako mi je, in da znam vse reči, ok, zdaj mi ni v redu, zdaj mi je vroče, zdaj mi je tako, zdaj sem malo napet, zdaj razmišljam, kako bilo zelo dobro gledati fuzbol, ok, neč hudega, sam da veš. To, čemur se reče, zdaj je ogromen trend, čemur se reče ali čuječnost ali pa zavedanje sebe, ogromno tazga delamo. Ok, ste za navajo? Pa tudi, če niste, imate izbiro. Ok, dobro. Vsak ne malo pomisli, tako dajte noge na tla, tako, čisto, da imate stopalne na tleh, ne? Pa ene 3-krat globoko izdihnete, tako da malo napetost popusti. In naredite en tak sprehod, oči lahko zaprete, bo še boljš, in naredite en tak sprehod po notranjih občutkih, od stopal, čist počas gor, da vidite, kako je to, če napetost, kakšna se kam skrila, v kakšno mišico ali karkoli. In z enim takim notranjim očesom malo pogledajte, kako ste. In gremo gor, meča, kolena, pol stegna, da vidimo, če je kaj tam. Lepo izdihneš, globoko izdihneš in se vmes malo vprašaš, pol ko priješ malo višji, kako mi je, kako sem. In boste videli, da je to zelo drugačen občutek od tega, ki je še pred 20 sekundam, ali še pred 10 sekundam. Sam za tega, ker si parkrat globoko izdihnil, ker si tisti film misli nehal poslušati,
in se malo osredotočil na to, kaj je telo. To je taka zelo enostavna vaja, so jo uporabljali že razne tradicije, prek dihanja, umiritve, dihanja, poslušanja telesa, prideti malo stik sabo. Ne? To je bolj staro kot civilizacija. Ok, in malo tako lahko potem to vajo večkrat narediš, in večkrat, ko jo narediš, in to je ta čar tega, večkrat, ko jo narediš, hitreje jo delaš in več ti pove. Najprej se ti zdi tako, pa dej, s temi vzhodnjaškimi, dej, si smotan, to naš nič nam od tega prišlo. Ne? Pol včasih opaziš pa, da je to zelo koristno. Ne? Recimo, ko priješ domov, pa mama reče, kje je dolgo časa hodil? In zelo dobro vedeti, ok, zdaj sem pa že malo slabe volje. Dobro, mama, bova midva to drugič predebatirala, zdaj pa, ne vem, gremo jesti. A ne, čist drugač, kot če ne veš in se mu rečeš, a nekaj me že skozi sprašvati. Čuti razliko. Samo na eno jezo ali pa na eno tako vprašanje, ki ti zbudi en dvom, odgovoriš samo nazaj z ali pa če si vzameš tisto sekundico, ko jo rabiš, zato da rečeš, ok, to prihaja od mame. Na slabo voljo, ne vem zakaj, karkoli. Meni ni treba reagirati, bom mečkam zdržal to. A čutite to razliko? Ja? Drobna razlika, par sekund, par desetink, nič drugega. In to ta vaja ti k temu pelje. Nič drugega te k temu ne pelje. Samo ta vaja. Bolj, ko si v stiku s telesom, ali pa s tem, kako se počutiš, več boš v zahtevnih situacijah našel pravih besed, pa manj te bodo čustva samo vodila. Manj boš reagiral. Seveda, reagiramo še vedno, ker drugače ne mogo biti sproščen. Sproščen pogovor je vedno tako, da pozabiš na to, eno samo kontrolo, pa to ne bi bil sproščen pogovor. Če bi jaz skozi sam razmišljal, kako je z mano, bi vi rekla, pa daj. Bi začutil, da je nekaj narobe. Ampak sredi pogovora se pa s tako vajo navadaš, čim večkrat se malo vrnem k sebi, za par desetink sekunde pa spet v pogovor. In je tak pogovor sproščen, ni tak tok in v takem pogovoru približno veš, kaj se dogaja. Dobro, to je zdaj ena zelo zahtevna stvar, reč pa to že peljem en terapevtski pogovor, ampak nekaj tega vsi vi poznate. Nekaj tega, kaj pomeni, da te en odgovor en pogovor kar odpelje nekam, ali pa da v enem pogovoru veš, ok, čakaj, kaj se tle dogaja, postajam jezna, pa postajam žalosten, seveda, ta človek mi nekaj žalostnega povedal, zdaj sem tudi jaz žalosten, kako se to pri meni kaže? Vrata malo tako obupan, malo potrt, lačen, dve tortici moram imeti, ok, to je žalost. A ni dobro to vedeti? Kaj pravite? Ali boljši iti na 2 tortici, pa moraš še nekaj spiti, pa že to, pa on, in zdaj bi brat študiral, ne moreš študirati, ima poln treba, pa je bilo, spet se preveč ne jedel. Ja, zakaj pa? Ne vem. To poznate? Daj. Ko greš domov, za Božič, za Veliko noč, kakšen priješ domov? Kakšen je velikonočen zajtrk? Se preveč neš, ali se premanj neš? Bodite iskreni. A kdo tam obdrži tako, da bi rekel, toliko sem se jedel, kolikor mi paše? Ajde, ali ovo dvigne roka, tiskrat, ko ostane od tiste mize. Mogoče dan. Ok. Se pravi, tam je toliko čustev, da nas odpelje, ne? Včasih mi tako hecamo. Toliko, kar je tvoj želodec napet, toliko je bilo napeto za ono mizo. A ni kruta. Se pravi, pojedel si preveč, popil si preveč, lahko si... Zakaj? Zakaj si to jedel? Kaj pravite? Imate kakšno idejo? Če nekaj pameten, da zagovoriti, pa je lažje jesti. Pa je lažje jesti, malo ne zadrega, pa kar nekaj zobaš, po eni uri ugotoviš, mašine, sem pojedel 3 čipse, pa en pladen potice. A nije? Super, še kaj? Še kakšna ideja? Kdaj vi veliko pojeste? Tako na tak način. Smo vaši. Ja, to gotov.
Ampak v enih takih socialnih, zahtevnih situacijah, kolikor je pride domov, po dolgem času ali karkoli, ali po kakšni družbi, ja, imate kakšen tak spomin, da vas je odneslo malo. Ja? Ali ne? Ali to je samo vse govorim? Nimate to v redu. Ok, predpostavljamo, da imamo vsi malo tega. Ok? Ja, in to je tak znak, da je bilo takrat dobro vedeti, kaj nas so tiste pogovor, kaj je toliko napetega, da bi imeli besede za to, da bi se lahko malo tako čisto sprostili, pa sebi rekli, jaz sem še vedno v redu. Tomaž je rekel, 3-krat izdihati, ok, 3-krat. Da vidim? In zdaj bo drugače. A verjamete? Takoj se telo sprosti, za mogoče par stopinj. 3-krat izdihneš, malo narediš stika s sabo, kako sem, v bistvu sem zelo slabo. Zakaj? Ja, ta mama je vsa napeta, če je meso dober, če je dost. Ta je čist tih, pa tam nekaj godrna, da spet ne vem kaj. Brat je slabi volje, ki je padel na izpitu in jaz bi rad vse v srečo, pa ne morem. Ok. A ni čist drugače, če si lahko to rečeš, kakor če samo planeš tja in se kar nekaj menimo. Kar nekaj. Je zelo drugače. Besede, če so ta prave, če so iskrene, v bistvu težka čustva umirijo skoraj na polovico. Če si lahko priznaš, se rečeš potrd sem, zgubljen sem, ne vem, kaj bi, čist sem prazen. Danes sem pa toliko prazen, da ne vem, kaj bom mogel vase, da bom malo še lahko naprej. Če si lahko to rečeš, si že napolven. Kaj pa nad praznino mi trpamo, z drugimi strani. Od kemije do kar je. Če si pa dovoliš začutiti praznino, tudi v enem pogovoru, kadarkoli, se bo zmanjšalo, se bo pritisk zmanjšal. Ja? Imate kakšno tako izkušnjo? Da so besede, prave besede v pravem času, take iskrene, čist spremenile ali pa vsaj na pol zboljšale situacijo. Ja? Ko jim pride in ti reče, lej, jaz sem pa toliko siten, recimo tisti primer, ki smo naprej. Jaz sem pa že toliko siten danes, da prosti sploh ni kaj govorim. In ti rečeš, zato se je s tabo že pol ure matram pogovarjati. Da nam en da besede za to, kar se dogaja. Prave besede. No, me je primer povedal, iz otroškega sveta, recimo. Mama pele otroka, punčko, pele v vrtec prvi dan. In gre sta po stopnicah, ravnateljica jih čaka na vrh stopnic, da bo jih sprejela. In zdaj punčka pa mama gre sta mimo takih slik tam na stopnicah, tako imate vidite, kakšne slike. Te so bile tudi pohodnikane lepe slike in punčka reče, kako grde slike. Mami, nerodnem, ten čaka ravnateljica, ta pa take stresane. In že začne, lepe so, pa kaj govoriš, pa tako. Ok. In kaj reče ravnateljica? Ravnateljica reče, je pa že malo razumela to otroško govorico, pa je rekla, glej, tudi če ne rišeš tako, kot na teh slikah, pri nas se vedno dobrodošlo. A čutite razliko? Kjere besede so bolj umirile situacijo? Tiste, to se ne govori? Ali, glej, tudi če te skrbi, kad ti ne rišeš tako, ni problema, sam pridhni. Kaj pravite? A so bile tiste bolj resnične besede, kot tiste prej, ne? So bile, ne? So bile. Kaj so tiste te druge besede naredile? Ja, eno temeljno občutje ali potrebo te punčke so dale v besede. Mogoče ne čisto 100%, da prav mogoče ni zadela, ne? Ampak je ugotovila, ta punčka je v bistvu ogrožena, ni v redu. Novo okolje pride, prvi dan, vse je novo. In kaj vidi? Super slike. Tako vidiš, pismo, jaz pa narišem tako, kot tele tle. To nam bo v redu. Je razumela punčko strah. Je rekla, ne skrbeti to,
boš tudi ti enkrat korisal. In situacija se umiri. Dobro, to je moč besed. Moč pravih, iskrenih besed je, da naslovijo eno občutje, eno čustvo ali pa eno doživljanje in ga s tem zelo mirijo. To je bistvo. Ok, fantje, to se strinjamo. Samo nismo še probali. Moramo nekaj pogruntati, ne? Ker to, ne vem, gospe, kako vam to gre? Imate kakšno izkušnjo, da ste z enim dobrim stavkom ali pa takim, ki ste ga, ne vem, ja, sigurno je bil dober, da ste pomirili kakšno situacijo ali pa kaj ubesedili kakšno stvar ali občutje ali doživljanje in se je pol stvar bolj speljala. Imate kakšno tako izkušnjo? No, kdorkoli, ni treba da... Kdorkoli. Ja? Imam kakšno, pa nam pove. Pa nam pove tako, v grobem, ni treba detajl. Ja? Se prav, pol moramo to še vadati, prav. Če nimamo te izkušnje, jo še rabimo. Se jaz mislim, da v vaših letih je tudi jaz, nisem ven za Damjana, mogoče imel, on je boljš uštiman, mogoče je že imel te izkušnje, ampak to se ste naučili. Mogoče je to zdaj tudi izziv tega študijskega časa. Naučiti se uporabljati knjige, vse te vire, znanja, ker danes jih je ogromno, se naučiti za to, da imaš besede za svoje življenje. Besede zase, da veš, kako si, kako se počutiš, kaj te skrbi, česa te je strah, kaj si želiš, kaj je nevzdržno zate, da imaš fanta, nimaš fanta, zakaj nimaš fanta, kako imaš, imam punco, nimam punco, ok, to me skrbi, v redu. V redu je, da te skrbi, nič hudega. Ker take besede, veste, kaj besede povzročijo? Da ti imaš vedno še manj rezerve. Če imaš ti vedno besede za svoje doživljanje, pomeni, ti imaš vedno en kotiček, iz katerega lahko te besede daješ in ta kotiček je tvoja varnost. Ta kotiček je tam, ker si ti doma, je tvoje srce. Če tega kotička nimaš, pa si zelo samo reagiraš na stvari, se ta tvoj film, kako ne rečejo, ta stalni video, misli in doživljanja se ti skozi vrti. Skozi se samo odzivaš, nikoli pa nimaš tega občutka, da bi se lahko vrnil in se malo ustavil. Rekel, ok. Malo se ustavil, malo naredim tako. To sem jaz. In so fantje, idemo spet malo fantje govoriti, katerega niti enkrat v življenju recimo niso probali. Zato, ker je ta stik s sabo za njih tako nekaj tujega. Niso se enkrat ustavljali in tako, ok, kako sem. In to je kar en velik primanjkljaj. Če se ne moreš ustaviti in si reči, ok, ne moreš sabo zdržati, kako rečemo. Zakaj ne moreš sabo zdržati? Ker še nikoli ti ni ben tega pokazal, ko se to naredi. Ker si mejhen, ti mora to en pokazati. Če nekdo, ko si mejhen, zdrži s tabo, potem se boš ti navadil zdržati s sabo. To si predstavljamo. Si mejhen, imaš razne občutja, imaš grozno, jokaš, sitnaraš, si tak drugačen. Če nekdo na blag način zdrži s tabo, se boš ti od tega naučil prek zrcaljenja, ker boš zrcalil to držo, pa ta govorjenje, pa to občutje, se boš ti naučil, kako obravnavati samega sebe. To je malo komplicirano, ne? Prašite poliču, opet prehiter še. Ok, to si predstavljamo. Če te nekdo nauči, kako biti s tabo, recimo mama se zraven tebe usede na kavč, in reče, ok, deva sama sedeti. Jaz na dan me nastavlja. Deva sama sedeti. Pa čute, koliko je to lepo, da lahko v mami sama sediš. Oški, dobro to, ne. No, deva sama sedeti. Da se te malo naužijem. A čute to, kako je to blagodejno. Nič ni treba. In takrat si ti lahko v stiku s sabo. Kadar nekdo ne rab tvoje pozornosti,
Če jaz skozi vašo pozornost rabim, vas gledam v oči, vi ne morete prijeti v stik s sabo. Ker, morate skozi mene gledati. Ne? Če pa se reče, v redu, lahko se s sabo malo sebi posvetite, v redu, ni problem. Ampak jaz se moram tudi sebi med tem, ker s tem v bistvu se učimo. Jaz se ne morem prisiliti, da se vi sabo ukvarjate, ampak če se jaz ob vas lahko umirim, se ste tudi vi lahko umirili. Ne moram pa jaz nemiren vas miriti. A ni tako? Ne? Pridem in, kaj pa je? Dajte se umiriti, dajte bote sproščeni. Sej bo. Jaz sem tak motivacijski, da sem navdušil. Sem sploh neč naroden, ampak zdaj bomo probali en nov produkt. Stari, se lahko malo miriš, si toliko naporen kot šus. Jaz naporen, ne more biti, ker zdaj mu dal še eno glasbo. In pol otroke pride na take prireditve. Ker bomo palček zgraga, uvidel, kako... Otroci po pure kričijo, lulat, kakat, vse mogoče jim odpoveduje. Meni bi tudi. Pa peljete v Leclerca, pa ne se tam malo pred policem sprehajajo, pa bodo v 15 minutah isti. Ker je preveč draždajev in mehni možgančki niso narejeni na tak hrup. Mi še zdržimo, mi se še lahko malo matramo, če hočete na take prireditve hoditi. A nadre, se ne da. Ne moreš gledati, ker ti telo ne pusti. Če je človek napet, je predstava grozna. A ni? Če je govornik, tam politika, kdorkoli, če je napet, je grozen. Pa tega ne veš, da je v glavi. Ampak telo ti bo povedal. Tega kar posluži 15 minut. In boš, mašina, ti ne mora biti nekam. In te bo odnesel. Zato, ker ta človek ni v stiku s sabo in tudi ti ne moraš biti, razen če si zelo streniran, ne moraš biti v tem počivati. Potem se moraš tudi ti skozi odzivati.